Takole, en lep pozdravček vsem na brezplačnem Zoomu Telo onkraj znanega. In tukaj bomo naslovili pač nekaj stvari, za katere nam nihče nikoli ni povedal, da obstajajo, da je to možno. Potem bomo pa tudi, kot sem že tudi v samem opisu tega Zooma pač napisala, tudi predstavili 3-dnevni body class, katerega facilitatorka sem postala pred kratkim, in pač, ki nam omogoča tudi dostopa do realnosti onkraj te resničnosti. Tako, dobrodošli so tudi, da zastavljate vprašanja. Zdaj, jaz sem pač tako naredila, da se ne morate sami vklopiti, ampak dajte mi prosim napisati v klepet, če bi radi zastavili vprašanje, pa vas bom jaz malo odmutala, oziroma lahko napišete tudi svoje vprašanje v klepet, bom jaz med današnjim Zoomom to spremljala in bom ga naslovila. Okay? Tako da, ja, kaj, če je, torej, ne bom rekla vse tisto, kar smo se v življenju naučili o telesih, oziroma kar smo videli o telesih, kar smo slišali v šoli, kaj, če je velik del tega laž. In vse, kar je to, torej vse laži, ki jih imate v zvezi s telesi, iz katerih delujete v zvezi s telesi, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Right or wrong, boy sem bil. Za tiste, ki prvič slišite to, kar sem pravkar rekla, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, ne bom je danes razlagala, lahko si jo greste. Eden pravi, slišim vse živo, samo Barbara ne. Aha, to pa ne vem, a med drugim me slišite? Ok, cool. Pol pa Marko bo treba nekaj na vaši strani urediti. Torej, lahko si greste to čistilno izjavo pogledati na theclearingstatement.com in tam jo dr. Dan Heer, soustanovitelj oziroma soustvarjalec Access Consciousnessa lepo razloži, je tudi slovenski podnapisi so, tako da, če koga zanima, če kdo ne pozna, tako da, ja. Torej, iz koliko laži dejansko delujete vi v zvezi s svojimi telesi? In laži so težke. Torej, če delujemo iz resnice, tega, kar je res za nas, je to, pač se počutimo pol lahkotno, ustvarjamo lahkotne situacije v svojem življenju, medtem ko če delujemo iz laži, potem ustvarjamo težke situacije v svojem življenju. Torej, energija laži je težka, naša telesa so pol težka, če jih ustvarjamo iz laži. In vse, kar je to, in mi ustvarjamo svoje telesa. Torej, vse, kar vam ne dopušča tega vedeti, zaznati, prejeti, da mi s svojimi pogledi ustvarjamo svoje telesa, in če imamo neke laži v zvezi s telesi, oziroma neke poglede, ki dejansko smo jih naredili resnična za sebe, pa niso resnični, da tudi s tem ustvarjamo svoje telo in lahko s tem ustvarjamo nekaj, kar ne deluje. Nekaj čudnega s svojim telesom, nekaj nelahkotnega. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, boys and beyonds. Poglejte, kakšno bi bilo vaše življenje, oziroma kakšno bi bilo vaše telo, če bi vam že ob rojstvu, oziroma že tako od samega začetka nekdo povedal, vse to, kar zaznavaš, vse te misli, vse neke občutki, čustva, neke senzacije v svojem telesu niso tvoje, oziroma 99% vsega tega ni tvojega. Ampak ti daje telo sam informacije. Telo ti daje informacije o telesih okrog sebe, okrog tebe, o telesih, ki so lahko oddaljene tisoče in tisoče kilometrov. Lahko ti daje informacije o zemlji. A bi bilo vaše življenje kaj drugačno? Oziroma vaše telo kaj drugačno? Če bi to vedeli že od točke, ko bi rekli, lahko rečemo točka nič, ko smo se utelesili. Ja, bi bilo, poglejte, energija kar tako, tako pa dejansko od samega, dejansko, ko se utelesimo, ko pridemo na ta planet, začnemo kupovati vse te stvari, vse, kar nam daje telo kot neko informacijo, začnemo to kupovati kot svoje. In potem se začnemo s tem identificirati, potem mislimo, da smo to mi in lahko si ustvarjamo čudne situacije, težje bivanje, težje življenje, kot dejansko bi bilo za nas mogoče. In
Torej, vse, kar je zdaj to prenesli na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet poram pokolne Schwartz, Boys and Beyonds. In a vam kdo kdaj pove, da ste dejansko si izbrali ustvariti darilo, ki se mu reče vaše telo? Da je telo darilo. A kdo kdaj, ste slišali koga, kdo kdaj reče, razen pač nas zdaj v Accessu, ko pač govorimo o tem. Ne, koliko večina ljudi tako se pritožuje nad svojim telesom, smatra svoje telo kot nekaj odvečnega, ga ignorirajo, sodijo. Potem, recimo, veliko od vas je verjetno hodilo v cerkev, a cerkev smatra telo kot nekaj veličastnega, kot nekaj dragocenega. Ali v cerkvi govorijo, da je telo nekaj pač manj vrednega. To drugo, ja, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, in mi to kupimo, ne, torej kot otroci smo, če posebej tako, pač imamo to, kako bi rekli, kar zaupamo vsakmu, ne, nimamo tako, kako bi rekli, da bi podvomala, ne, torej če posebej, če so to neke avtoritete okrog nas, dejansko rečemo, okej, telo, to je nekaj slabega, pa se moram to čim prej tega znebiti, moram to nekako zaničevati, ne, in to dejansko ni, mislim, to so vse laži, to so vse pogledi, ki ste jih lahko zavzeli, ki dejansko ne prispevajo niti vam, niti vašemu življenju, niti vašemu bivanju. Tako da vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet poram pokolne Schwartz, Boys and Beyonds, ja, učijo, da je telo grešno, vsaj časih so tako govorili. Wow, ja, torej, tako, ko sem gledala to energijo tega Zooma, v bistvu so tako prihaja ta religija ven, religija, cerkev, ne. Torej, vse, kar ste kupili v svojem telesu, oziroma vse poglede, ki ste jim nasedli na podlagi nekih religij, verstev, cerkev, pa ne samo v tem življenju, če torej skozi čase, prostore, dimenzije, resničnosti, iz katerih če vedno delujete, bi bili pripravljeni za vse to razgraditi in uničiti kragocilijon. Right or wrong, utemet poram pokolne Schwartz, Boys and Beyonds. Bog nas var, da bi kdo užival v svojemu telesu, da bi kdo užival v seksu. V prvih 8 minutah smo že omenili besedo seks. Ok, še manj kot to. Ja, vse, kar je to za vas prinesli na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet poram pokolne Schwartz, Boys and Beyonds. In celo življenje, celo svoje življenje iščemo namen. Kaj je naš namen na tem planetu? Kaj je moje poslanstvo? Cele knjige so o tem napisane. Kaj pa, če je vaše poslanstvo? Poglejte, če bo to povzročilo, kar bom pravkar zdaj rekla, če bo to povzročilo, da se počutite kaj lahkotnejše v zvezi s tem, ali se počutite težje. Torej, če se počutite lahkotnejše, je to vaša resnica, če se boste počutili težje, je to za vas laž, oziroma imate že nek pogled, iz katerega delujete, kar povzroča, pa da je to teža. Torej, kaj, če je vaše poslanstvo, kaj, če je namen vas na tem planetu, da uživate tudi v svojem telesu in da se zabavate. Ne glede na to, kaj počnete, ne glede na to, kje ste, kaj ste, kdo ste. A je to povzročilo, da se počutite kaj lahkotnejše? Ja, ne? Ja, torej vse, kar vam tega ne dopušča vedeti, zaznati, prejeti, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti kragocilijon. Right or wrong, utemet poram pokolne Schwartz, Boys and Beyonds. Ne, in potem spet, pridemo na ta planet in gledamo mamo, na kak način deluje, očeta, kako je mama s svojim telesom, kako je oče s svojim telesom. In rečemo, tako se očitno se to počne, ne, moraš se skozi obsojati, moraš si skozi gledati, če imaš preveč peha, ne vem, moraš, ne vem, se basati s hrano, moraš, ne vem, kaj vse pač delati, da otopiš samega sebe oziroma zavedanje svojega telesa. Seveda, oni sploh niso niti vedeli, da ima telo njihovo zavedanje, ampak pač to se tukaj počne, ne, pač se moraš pa poleg tega še obsojati za vse to, ne, še ful napačnega se moraš za to delati. In ja, vse, kar je to prineslo na plan tudi za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti kragocilijon. Right or wrong, utemet poram pokolne Schwartz, Boys and Beyonds. In nikoli nihče nam ne pove, da ima naše telo svoje zavedanje.
Ja, programirani smo od rojstva. Torej, pa dajmo glede na to, pač na ta komentar, torej vse programe, iz katerih delujete v zvezi s svojimi telesi, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti pregledljivo. Right along with the Matt Parampokole Shorts, Boys and Beyonds. Vse posod, kjer ste bili vi kreatorji, oziroma kjer smo bili mi kreatorji teh programov, ker lahko smo mi v nekem življenju skreirali določen program, lahko smo skreirali določen pogled in potem se v naslednjem življenju, ko pridemo, ko se ponovno telesimo, si ponovno izberemo, da pridemo sem na ta planet, sami ujamemo v svojo lastno kreacijo. Torej, vse programe, ki ste jih skreirali, oziroma ste bili del kreacije tega, glede teles, torej, ali pa tudi še kakšne druge, bi bili pripravljeni zdaj vse to, oziroma vse posod, ker še tudi čakate, da boste za to nagrajeni, da boste za to plačali, sam boste, bi bili pripravljeni vse to razveljaviti, se temu odreči, to prekiniti, naznaniti, temu porekati, vzeti nazaj, razgraditi in uničiti, krat godziljon. Right around, zgradziljon je pa sam Bog ve, kolikrat je treba to razgraditi in uničiti. Okay, nismo tega prevajali, tako da je bolj zanimivo, kot čistilna izjava, ki je v angleščini, zato ker če izrečemo v tujem jeziku, še bolj deluje, a ne, ker ne moramo zaustavljati zavestnim umom. Ja, in potem, koliko od vas se je tudi naučil, da edino, kar je dragoceno, je vaš tisto, kar je tukaj noter. Razum, logika, da znate vse, da znate najti odgovore, da znate priti do nekega zaključka, da znate narediti neki izračun, da znate poiskati neko formulo, ki pa na koncu ne deluje, bi bili pripravljeni vse to pregledljivo razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the Matt Parampokole Shorts, Boys and Beyonds, dejansko je pa delujejo stvari tako, da bolj, ko razmišljamo, bolj, ko smo v svoji glavi, bolj to vpliva na naše celice, da se te celice iz te okroglaste, prvenstveno okroglaste oblike bolj spreminjajo v elipsaste in to je že potem začetek nekega nelagodja, neke bolezni v telesu. Tako da, manj, ko razmišljamo, bolj, ko imamo preprost manj, ko smo v glavi, lahkotnejše je to tudi za telo. Tako da vse, kar je to zdaj za vas prinesla, vse posod, kjer ste naredili dragocen svoj razum, da ste pametni, kjer skušate dokazati, da ste pametni, oziroma da niste neumni, da ste pravilni, ne napačni, bi bili pripravljeni vse to, kar je razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the Matt Parampokole Shorts, Boys and Beyonds. In zato tisti, ki poznate barse, tisti, ki ste izkusili barse, torej barsi brišejo ta mentalni balast, ki ga produciramo, oziroma vse to, kar zaznavamo od drugih ljudi, tudi njihovo mentalno aktivnost. In ko barse naredimo nekomu, oziroma ko nam nekdo barse zažene, se počutimo lahkotnejše, ravno zaradi tega, ker gre toliko tega mentalnega balasta stran, ki je prej ustvarjal lahko neko nelahkotnost v našem telesu. Tudi lahko se zgodi celo, da odpravimo nek pogled, opustimo nek pogled, pa zdaj ne nujno z barsi, lahko tudi na drug način, lahko zavestimo, da imamo nek pogled v zvezi z nečim in rečemo, jaz ne rabim več tega pogleda, ne bom ga več imel, pač izberemo, da opustimo ta pogled, na kakršenkoli način že, in se tudi fizično telo spremeni. Se neka fizična stvar, ki smo imeli lahko leta in leta, spremeni, samo na podlagi tega, da smo opustili en pogled. Je to, kdaj vam to kdo povedal, kdo vam to kdaj rekel, da vaš pogled kreira vaša resničnost, da vaš pogled kreira vaše telo. Ne, rekli so, če boš fejst jedel, če boš veliko jedel, prvo so nam govorili, da bomo zrastli, pol pa, če moraš jesti, da boš zrastel, pa so nam pa začeli govoriti, sam hrana redi, če boš pa veliko jedel, se boš pa zredil, pa smo začeli rasti v širino, v višino. Ampak zato, ker smo kupili pogled o tem, kaj hrana naredi. In vse, kar je to, torej spet, ne redi hrana sama po sebi, ampak naši pogledi, ki jih imamo v zvezi s tem, če imamo pogled, da hrana redi, ali pa torej veliko krat slišimo kakšno žensko punco reči,
jaz samo pogledam hrano, pa se že zredim. In to si kreira, ne? Njen pogled kreira njeno resničnost, vaš pogled kreira vašo resničnost. Kakršenkoli pogled imate vi v zvezi s svojim telesom, si dejansko s tem ustvarjate svojo resničnost. Če imate pogled, da imate skozi neke probleme s telesom, ugotavljate, kaj si kreirate. Skozi kreirate probleme. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti gradilijon. Right or wrong, utemet moram pa paleč words. Boys and beyonds, in te bil pustil ta pogled. Vedno me nekaj boli, skozi imam neke probleme s telesom. A mislite, da bi bilo pol tudi vaše telo kaj drugačno? Bi bilo vaše telo svobodno, da bi lahko izbralo ozdravljenje, da bi lahko izbralo nekaj drugačnega? Ja, torej vse, kar tega ne dopušča vedeti, zaznati, prejeti, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet moram pa paleč words. Boys and beyonds. Da vidim malo komentarje. Ja, no evo, naprimer, dober večer, imam stalno rahlo bolečino v križu že 1 leto. Enkrat se je tudi pojavila taka bolečina, da nisem 5 dni mogla niti iz postelje. Svet je pokazal obrabo medvretenčnega hrustanca. Lepo prosim za kakšno informacijo, kako bi se tega lahko rešila. Je pa imel moj oče ta enak problem. Torej, prvo, mislim tukaj zdaj, mogoče imam malo premalo informacij, da bi lahko res tako, kako bi rekla, sfacilitirala to tako, kako se temu reče, v nulo, ne, v piko. Kdaj se je to začelo? To je prva stvar. A je to bilo istočasno, ko je imel to oče? Dejansko, če se to dogaja že takrat, ko je to imel oče, komu to pripada? Ker kaj se zgodi? Torej, sem rekla, naše telo je senzorični organ, skozi nam da informacije o telesih okrog nas. In recimo očeta boli križ, in naše telo nam daje pač informacijo na ta način, da mislim, da tudi na eden od teh načinov je, da tudi nas začne boleti križ. Oziroma, mi pa rečemo, ko me boli križ, in na ta način to strdimo pol, to vzamemo za svoje. Ker če bi se pa v tistem trenutku vprašali, česa se zavedam, kakšno informacijo mi daje telo, tega pol ne bi vzeli za svoje in si tega ne bi pol ustvarili. Zato, mislim, eno od mojih najljubših vprašanj je, komu to pripada. Ker moje telo je pač zdravilec, moje telo zdravi, moje telo mi daje noro veliko informacij. Jaz lahko grem in nekoga in me začne koleno boleti, lahko me začne srce boleti in točno vem, ta oseba ima s tem probleme, ta ima s tem probleme. Ampak dejansko, če bi jaz to začela kupovati kot svoje, verjetno me že ne bi bilo tukaj zdavni. Tako da vse, kar je to prinesli zdaj tudi na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet moram pa paleč words, boys and beyonds. Torej, koliko od vas ima telesa, ki zdravijo? Torej, kaj to pomeni telo, ki zdravi? To pomeni, da če boste z nekom, recimo, ki ima neko stvar, ga boste začeli, lahko to je čisto na nezavednem nivoju, ga boste začeli zdraviti. Torej, in lahko imate tudi pogled, da lahko zdravite nekoga sam na ta način, da vzamete to stvar, ki jo ima ta oseba v svoje telo in to predelujete prek svojega telesa. In potem seveda imate pač to v svojem telesu. Torej, vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet moram pa paleč words, boys and beyonds. Lahko se vprašate, torej glede vsega si lahko zastavite vprašanje. Torej, resnica, lahko se vprašate, resnica, imam telo, ki je zdravitelj. In če je to za vas lahkotno, potem pomeni to, da imate telo, ki je zdravitelj. Potem lahko je bitje zdravitelj, pa telo ni. Se lahko vprašate, kaj je bitje zdravitelj, in če je to lahkotno, potem je bitje zdravitelj. Lahko imate pa v kombinacijo obega, da je in bitje in telo, da sta oba skupaj zdravitelja. To imate pa še bolj potentno, še bolj zdravite pač ljudi okrog sebe, ljudi na planetu. Ni nujno, da so ti ljudje, kako bi rekla, fizično prisotni z vami, ampak imate pač telo vaše, ima tako kapaciteto, da tudi lahko pobira stvari iz ljudi, ki so lahko tisoče in tisoče kilometrov, ki so lahko, sploh niso vaši fizični bližini. In ko si to priznate, oziroma ko to pač ugotovite, ko rečete, moj telo je zdravitelj, ko si priznate to, potem boste začeli se končno spraševati. Upam,
da, ok, komu to pripada, koga zdravim, česa se zavedam, če bi si to priznal, če bi si to priznala, bi se to vse spremenilo. Ne, to so vsa vprašanja, ki dejansko, na katere si priznavate, da zaznavate, da zdravite. In ni vam treba imeti odgovora na to, sam zastavite si vprašanje. Ne, torej, a vam kdaj je kdo rekel, da si zastavite v zvezi s telesom kakšno vprašanje? Ne. Ali pa sam zaključke, skozi so nas servirali zaključke, ne, smo šli zdravniku, ja, to pa to, so nam postavili diagnozo, to pa to, a ne, more to pa to, more to pa to. Ne? A vam je kdaj kdo rekel, kaj pa, če to sploh ni tvoje? Kaj pa, če to sam zaznavaš nekoga? Nikoli. A ne? In torej, mi smo tisti, ki moramo zdaj to narediti drugačno izbiro, ker moramo to začeti ozaveščati. In hvala Bogu, jaz rečem, mislim, hvala Bogu, da sem spoznala Access, da dejansko lahko, da sem zavestila te stvari in moje življenje postalo lahkotnejše in lahkotnejše in lahkotnejše. In jaz sem se pred Accessom, sem se jaz vedno zafrkavala, jaz sem kot en tak čistilc, ne, če poznate če imate akvarij, mogoče, če ima kdo akvarij, in so odspodi so une ribe, ponavadi plavajo, ko se jim reče čistilci, ne, taki počasni, ne, jaz sem se vedno zafrkala, jaz sem tako en čistilc, ne, in pa pridem k Accessu in spoznam to orodje, komu to pripada in da imam telo, ki zdravi, sem rekla, no, evo, ne, koliko od vas ima tudi že dejansko neko zavedanje, kaj vaše telo počne, sam še zato niste našli neke besede. In tega vam še ni nekdo, kako rekla, dal besede. Veste, da nekaj počne vaše telo, ampak ne veste točno, kako bi to opredelili. Oziroma, mogoče nekaj tako dosti neopredeljivega, pa zato pa mogoče niti, kako rekla, mogoče to tako malo, kako se temu reče, niti niste tako pozorni na to. Ja, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with my parapakolne shorts boys, aha, tule pravi gospa, ne, to se je zgodilo 10 let po njegovi smrti. Ja, zdaj tako, ne, mislim, tako sem rekla, mislim, res tukaj, to je bolj tako, rekla, za kako pač tako privat seanso, zato ker tukaj težko facilitiram, ker ne morem tako pač sprašvati, ne, da bi res dobila natančne informacije. Lahko je, da se je to pač zgodilo, recimo, v isti starosti, ko je oče dobil to zadevo, ne, ker smo lahko takrat rekli, aha, ne vem, ko je bil pa oče star 50 let ali pa 60 let, pa ga je pa začel križ boleti, ne, in ko smo mi prišli do te starosti, smo pol si isto, recimo, ustvarili. Lahko je, recimo, nekaj tazga, a ne, ampak tako sem rekla, rabila bi več informacij, in ta vprašanja, ki sem jih pravkar dala, bojo pomagala, lahko pa tudi, seveda, prvo, mislim, to, ne, da pogledate, kaj pravzaprav to, potem pa, torej, mogoče še eno vprašanje, torej, kakšno zavedanje mi daješ telo, česa se zavedam, a sem že bila pri vas in spet pridem, koliko je lahko še boljš kot to, upam, da nam uspe, ja, seveda, če bo izbira, bo uspelo, vedno uspe, če izberemo nekaj, a ne. Torej, potem pa naslednja stvar, ki je, če se karkoli z našim telesom dogaja, lahko vprašamo svoje telo, ok, telo, kaj bi bilo potrebno, da se to spremeni. Vaše telo ve vse, kar se ga tiče. In če bi ga vprašali kadarkoli, o čemerkoli, vam bo pokazalo telo. To lahko ne bo izgledalo tako, kot si vi mislite, da bo, ampak bo telo lahko pač, ne vem, na različne načine se lahko to zgodi, tako lahko vas potegne k neki, ne vem, v neko trgovino, na nek štand, k nekemu človeku, in bo tam nekaj, kar bo vam pomagalo to spremeniti, ampak telo vam bo pokazalo, če ga boste vprašali, ok, telo, kaj je bilo potrebno, se to spremeni. Telo pokaži. Ne? In bodite odprti pravzaprav za vse to, mislim, na kakršenkoli način se bo to prikazalo. Ok? Ker mogoče en primer tako iz mojega življenja, prej enkrat me tako noga bolela, v bistvu me tako mislim, da je na meču mi imela tako neko bolečino
In sem pa telo vprašala, ok, telo, kaj bi bilo potrebno, da se to spremeni. In sem dobila tako zavedanje, pač sem dobila, ok, voda, voda, ok. In to sem naprej spraševala, sem rekla, ok, a moram mnogo namakati v vodi, a moram kozarec vode, mislim, a moram vodo spiti, In je bilo tako spiti, sem dobila zavedanje, da moram spiti. In sem pa res en kozarec vode spila in me ta bolečina v mečih popustila. In prej sem seveda spraševala, komu to pripada, vse to, ampak pač to ni, kot bi rekla, prineslo spremembe in potem sem zastavila še to vprašanje in je pol pač to dejansko na podlagi tega zginilo. Za vas se bo lahko prikazalo to čisto na nek drugačen način. Sam bodite res, kot bi rekla, pozorni na te informacije, ki vam jih daje telo. In torej vse posod, kjer skušate, torej ko se z vašim telesom nekaj dogaja, prav kot prvo vse posod, kjer greste v napačnost. Greste takoj v neko sodbo, imam neko bolezen, nekaj narobe. Namesto, da bi šli v neko vprašanje, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti v gazilijon, right or wrong, with the method and calling short boys. Torej vse posod, kjer ste se naučili, da morate vedno neko diagnozo si postaviti, s čimer odrežete zavedanje, ki bi ga lahko dobili, če bi si zastavili neko vprašanje, oziroma zavedanje, ki bi vam ga lahko dalo telo, če bi telesu zastavili neko vprašanje, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, right or wrong, with the method and calling short boys. In če ste z enim med tistimi, ki zelo radi postavljate, mislim, ki radi pridete do nekih zaključkov, ki radi postavljate neke diagnoze, ali pa že takoj veste, kaj vam je, ali pa greste na internet hitro pogledati, pa si pa takoj postavite diagnozo. Kaj, če bi si zastavili namesto tega, torej, da bi naredili eno tako, preden greste v zaključek, oziroma preden greste v neko sodbo, naredite kratko pauzo, lahko je 10 sekund, in rečete, ok, če ne bi vedel tega, ali pa če ne bi poznal tega, česa bi se zavedal, česa bi se zavedala. Ne? Kaj, če se z vašim telesom dogaja nekaj popolnoma drugačnega? Velikokrat, mislim, jaz tudi tako, pravzaprav, mislim, predvsem ti 2 leti, zdaj tem stvarem, ki smo jih bili priča, pa lockdownov, pa covid, pa ne vem kaj, dejansko pa tudi tako zavest na planetu se konkretno shifta, se konkretno spreminja in tudi naša telesa morajo iti, torej bitja postajajo bolj zavestna, pač tista, ki postajajo, in telo mora nekako iti v skladu z bitjem, ki ima več zavesti. In lahko je to videti kot, da ful zbolimo, da smo, mislim, naven izgleda kot neka bolezen, ampak če bi si zastavili vprašanje v tistem trenutku, torej, da ne bi šli v zaključek ali pa neko diagnozo, ampak bi si zastavili vprašanje, ok, a je to tista sprememba, po kateri sprašujem, samo se prikazuje na popolnoma drugačen način, kot sem jaz mislila, da se bo. In če je tukaj lahkotno zavedanje, ko si zastavite to vprašanje, je to vaša resnica. Če je teža, pa to ni vaša resnica, pa je nekaj drugega. In eno od vprašanj, ki si ga lahko tudi zastavite, je, kaj je to? Kaj je to? Da ne greste v zaključek, ampak samo rečete, ok, kaj je to? In včasih ne pride zavedanje tudi takoj, ko mi mislimo, da mora to takoj prideti. Včasih boste v vprašanju nekaj dni, mogoče 5 dni ali pa še več. In ko zavedanje pride, boste vedeli, to je to. Ali pa boste se z nekom nekaj pogovarjali, pa bo nekdo nekaj tako omenil mimo grede in boste rekli, to je to. Ali pa boste videli v neki, ne vem, knjigi, reviji, nekaj. In boste rekli, to se dogaja. Zdaj, na primer, jaz sem bila zelo pred kratkim na tem naprednem seminarju o telesih v Opatiji, ko je imel dr. Benher, in jaz, ko sem prišla domov, oziroma že zadnji dan, ko je v bistvu se me začel tako tresti, v bistvu sem bila, ful sem tako, kako bi rekla, zbolela, tako na ven je izgledalo, da sem zbolela, ampak jaz sem si zastavila to vprašanje, ok, je to tista sprememba, po kateri sprašujem, vendar se prikazuje na popolnoma drugačen način, kot sem jaz mislila, da se bo.
Ne, ker mi mislimo tako, da mora biti samo rožice, da mora biti vse tako, lepo, ampak včasih, ko sprašujemo po neki veliki spremembi, ko želimo, ko izbiramo veliko spremembo, se pač tudi lahko prikaže to, da je pač naše telo nekako, ne vem, mislim, tako čudana, ne, ali pa telo, mislim, lahko se bitje toliko spremeni, lahko bitje toliko pusti enih stvari, da se telesu malo zrola, tako misli, kdo je zdaj v meni notera, ne, in se lahko to prikaže kot neka bolezen v narekovajih. Ne, in ena stvar v takih primerih, ki vam bo zelo pomagala, je, da ste enostavno v dopuščanju, torej, da ne gre to neko reakcijo, neko odzivanje, opiranje, nekaj, kaj mi tudi tako radi delamo, še posebej, če že poznate Accessova orodja, se gremo pa soditi, ne, v smislu, kaj vse mama, ne, če vedno se mi to dogaja, ampak to vašemu telesu nič ne pomaga, če se sodite, oziroma če sodite to stvar, ki se dogaja z vami. Ker sodba sam še betonira to, kar je. Medtem ko če bo vse sam zanimiv pogled, rečete, ok, zanimiv pogled, da vam takšen pogled, kakršen pogled imate v zvezi s tem, kar se dogaja, zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. In to ponavljate, dokler res ne pridete do prostora dopuščanja in ko stvarite ta prostor dopuščanja, tam dejansko date možnost telesu, da hitreje, lahkotneje preide to stvar, oziroma da se spremeni tam, kjer se prej ni moglo. Kar razmišljamo, to postanemo, to se dogaja z nami. Aha. Ja. Ja, torej, mogoče res to, da torej vse, kar vam ne dopušča imeti tega zavedanja, da vi dnevno ustvarjate svoje telo s svojimi pogledi, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti kregozilijon. Right or wrong, utemelj pokoljen shorts, boys and beyonds. In pol morate tudi vedeti, da določene stvari, ki jih imate z vašimi telesi, ki se dogajajo z vašimi telesi, so lahko na nek način za vas nagrada ali pa kazen. Je neka vrednost tam, ste se z nekim razlogom skreirali to zadevo. Tako da tudi te stvari morate pogledati. Ne? Mi gremo samo narobe. Ako v resnici ste enkrat rekli lahko, kaj pa, če si ustvarim tole, kaj bo pa to ustvarili, ali pa ne vem, zato, ker sem to delala toliko časa, da si bom pa za kazen to skreirala. Ja, smo toliko mogočni, da dejansko vse ustvarjamo mi. Nič se nam ne dogaja. In dajte, torej, če imate kako stvar s svojim telesom, je ena zadnjih stvari, ki smo zdaj tudi na globalnih temeljih, torej pravkar sem tudi bila na globalnih temeljih, je prišlo tako ven in je tako, se mi zdi ena super stvar, ki se jo lahko vprašate, torej, kakšne poglede zagovarjam in kakšnim pogledom se izogibam, kar kreira to ali kar ohranja to, torej karkoli imate zdaj vi v svojem telesu. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj pokoljen shorts, boys and beyonds. Dober, ta je zelo dober. Dobra, ker imamo poglede, ki jih zagovarjamo, ki jih branimo, imamo pa druge, ki se jih izogibamo, ki bi jih lahko zavzeli, ampak se jim rajši izognemo. Vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj pokoljen shorts, boys and beyonds. Pred časom sem čakala na telo, da mi pove, zakaj me boli stegno zgoraj v mirujočem stanju. Povedalo mi je, da so to vnete vene, sedaj pa ne vem, kaj naprej, kako se naj ozdravim, kaj naj vprašam. Jaz bi vprašala, resnica, so to res vnete vene ali je to kaj drugega? Ne? Ali je to v bistvu produkt uma, to zavedanje? Ker tudi morate vedeti to, če dejansko pridemo do nekega zaključka oziroma do nečesa, kar ni res. Če delujemo iz neke laži, tega ne moramo pol spremeniti. Zato tudi, recimo, ne morete spremeniti nečesa, kar ni vaše. Ker to je dejansko laž, iz katere delujete. Govorite, to imam, v resnici pa to sploh ni vaše, to je laž, iz katere delujete. Zato tudi tega ne morete spremeniti. Če imate kakršnekoli stvari, ki jih skušate spremeniti in kar ne morete spremeniti, dajte se vprašati, komu to sploh pripada.
In vse posod, ker ste to strdili, kot so vzeli za svoje in strdili, torej ste se strinjali s tem, pridružili, reagirali in strdili to, a ne, in to imate zdaj v svojem vesolju, v svojem telesu, bi bili pripravljeni tudi vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the map and Alan Shorts, Boys and Beyonds. Jaz se sprašujem, kakšna je energija, prostor in zavedanje sem, da lahko to stanje v narekovajih spremeni s popolno lahkoto. Ja, cool. Ja, pač to je različne variacije so teh vprašanj, ne, tako da pač vzemite tisto, kar za vas deluje. Ja, in torej, poglejte tudi recimo, dajmo pogledati to energijo tega, kakšno bi bilo vaše življenje, če bi začeli, lahko z današnjim dnevom, si začeli priznavati, da je vaše telo darilo. Če bi bili hvaležni za njega, če bi bili v dopuščanju svojega telesa, če bi mu zaupali, če bi bili ranljivi s svojim telesom, to pomeni, da ste voljni pogledati vse dele, vse. Tudi to, kar sem rekla, se kaznujem s tem, ker to je neka nagrada. Ali sem si skreirala nek problem, da se lahko s tem ukvarjam, ker nima nič drugega v življenju za početi. Pa kaj še? Pa smo rekli, torej, pa spoštljivost, torej, če bi bili spoštljivi do svojega telesa, kakšno bi bilo že vaše življenje, kakšno bi bilo vaše bivanje? Kaj kdo postal lahkotnejši kaj? No in to, teh 5 elementov, ki sem jih prav povedala, to je 5 elementov intimnosti, ki jih lahko imamo s svojim telesom. In ko imamo 5 elementov intimnosti, lahko imamo skupnost s svojim telesom. Torej, kaj to pomeni skupnost? Ko smo v skupnosti z nečim, dejansko se nam ni treba od tega ločevati, ni nam treba tega soditi, niti nas samih pač ni nam treba soditi in lahko imamo celotno zavedanje o vsem tem. Torej, recimo, če smo v skupnosti s telesom, lahko imamo celotno zavedanje svojega telesa. In ena stvar, torej, ki tudi kreira to skupnost z vašim telesom, je 3-dnevni seminar o telesih. Jaz sem rekla, da bom danes tudi predstavila nekoliko 3-dnevni seminar o telesih in ta seminar je skreiran na ta način, da greste ven iz tega obsojanja, zlorabljanja svojega telesa in začnete kreirati s svojim telesom to skupnost, ki je dejansko mogoča in začnete svoje telo videti kot darilo, kar je, kot prispevek, kar je vašemu življenju, oziroma kot prispevek, ki bi lahko bilo vašemu življenju, če bi ga začeli aktivno, dinamično vključevati v svoje življenje, če bi ga začeli spraševati glede stvari, ki se ga tiče, če bi ga začeli spraševati, ok, telo, pokaži mi pot, če bi ga začeli smatrati kot nekega svojega prijatelja, ne sovražnika. In kako poteka 3-dnevni seminar o telesih? Torej, tam 3 dni pač dobite na začetku partnerja, vam to delimo, tako pač v smislu tisti, ki bo največji prispevek za vas, tako na ta način izberemo in potem 3 dni s to osebo izvajate, torej dobite tudi priročnik, torej tole je priročnik, Accessov priročnik, Accessov 3-dnevni seminar o telesih, kjer je trenutno noter 63 telesnih procesov in potem pač delate telesne procese, zaganjate pač na svojem partnerju oziroma vaš partner na vas, tisto, kar je pač v tistem trenutku največji prispevek za vas, za vaše telo, za vaše življenje, za vaše bivanje. In torej vsi telesni procesi, ki jih podarjate, jih hkrati prejemate. Torej, to je, vse je zdizajniran, torej, tako, če imate izkušnjo z barsi, ko nekomu barse delamo, jih hkrati prejemamo, enako je tudi s telesnimi procesi. Torej, gre za sočasnost podarjanja in prejemanja. Poleg tega je pa seveda, ker je to skupina ljudi, ker je več ljudi na kupu, dejansko vi ne samo, da prejemate te telesne procese, ki jih delata vidva z vašim partnerjem, ampak dejansko prejemate energijo vseh telesnih procesov, ki se tam izvajajo. Zato je to zelo, zelo potentna zadeva. In torej 3-dnevni seminar o telesih je pač skreiran tako, da začnete spreminjati odnos s svojim telesom in posledično se začnejo stvari, vse druge stvari tudi v vašem življenju spreminjati, ne samo vaše telo. Ko mi spremenimo odnos do nečesa, se pa začnejo vse druge stvari spreminjati.
in ljudje pol poročajo po 3-dnevnem body classu, ne samo, da so se jim stvari s telesom spremenile, lahko neke stvari, ki so lahko se leta in leta, desetletja z njimi ukvarjali in so se spremenile. Poleg tega začnejo tudi govoriti, spremenili so se moji odnosi, ne vem, mislim, zdaj tako razmišljam o tem, kaj so mi vse povedali ti udeleženci body classa, ko smo ga imeli februarja. Potem denarna situacija. Recimo za mene osebno, vedno, kadar grem na body class, začnem več denarja kreirati. Ta ni zanimivo. Ja, ne, da bi kaj pač več delala ali pa drugače delala, ampak sam telo se spremeni, odklenemo neke aspekte po telesa, aktiviramo neke energije, ki so nam na voljo, za katere nikoli nismo niti vedeli, da so nam na voljo. Ne, to je, v bistvu naše telo ima dostop do toliko enih energij, res, da je prav wow. Ne, in to se dejansko vi dobite tako v paketu na tem 3-dnevnem body classu. Poleg tega, torej tisti, ki recimo, ki ste že bili recimo na posameznih delavnicah, torej pač obstajajo tudi posamezne delavnice teh telesnih procesov, tukaj dobite tudi facelift, tukaj notri je vključen tudi facelift, in vsi drugi telesni procesi, torej MTVSS, celični spomin, in plus, torej smo rekli 63 telesnih procesov, tako da po tem body classu vi postanete praktiki teh telesnih procesov, torej jih lahko začnete izvajati, okej? Torej izvajate jih lahko na sebi, lahko jih izvajate na drugih, lahko to dodate kot neko storitev k svojim obstoječim storitvam. Okej, da vidimo. Aha, kak je lahko še boljše kot to? To pa, Nataša, to pa nima zveze zdaj s tole, to ne bomo zdaj naslovili. Okej, torej, kaj še glede 3-dnevnega body classa? Torej, tisti, ki imate mogoče tudi interes, recimo, učiti kakšne delavnice teh telesnih procesov, torej, če opravite en ta seminar, torej 3-dnevni seminar o telesih, in potem, recimo za facelift, če opravite delavnico, mislim, da facelifta za Shannon in Grace je zdaj po novem, in 20 procesov facelifta, torej da nekom izvedete 20 procesov, lahko imate svoje delavnice potem facelifta. Če opravite, torej jih lahko vi facilitirate, če opravite ta 3-dnevna seminarja o telesih z 2 različnima facilitatorjema, potem pač plačate pristojbino, torej z Accessom sklenete pogodbo, lahko imate vi svoje delavnice teh telesnih procesov, torej posamezne delavnice, torej delavnice enega procesa ali delavnice 2 procesov. In torej ti telesni procesi, pa tudi 3-dnevni body class dejansko vam daje tudi, pravzaprav začnete dobivati neko zavedanje, kakšne kapacitete imate tudi vi s telesi. Kakšne kapacitete imate, ki si jih niste nikoli priznali? Kaj vi veste o telesih? A telesa z vami govorijo, da si še tega niste priznali? Ja, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti, right or wrong, short boys and beyond. Ja, tukaj je vprašanje, kakšni so pogoji za udeležbo. Torej, pogoj za udeležbo na 3-dnevnem seminarju o telesih so upravljeni temelji, in temelji morajo biti upravljeni v 12 mesecih pred začetkom tega 3-dnevnega seminarja o telesih. In pač pogoj za temelje je pa upravljena bar z delavnice, to pa lahko upravite kadarkoli, da greste pol na temelje. To je to, recimo v določenih primerih, če ste temelje, recimo, da so temelji mogoče malo starejši, pa ste bili vmes na kakih drugih seminarjih, Accessovih, da ste bili dosti aktivni na tem področju, se lahko pač tudi pogleda tako individualno, ampak načeloma je tako, da temelji v roku 12 mesecev pred začetkom tega body classa, oziroma lahko tudi izbira možnosti, če so temelji že starejši, ali pa kak drug seminar z Garyjem in Danom. Ja, drugače pa, mislim, zdaj tako, imamo 3-dnevni body class, imam zdaj 25. do 27. marca v Hiši neskončnih možnosti na Lavrici, tako da tukaj se nam lahko pridružite in
dejansko je tudi to, pač to niso resni seminarji, to so pač, veliko se smejimo, pol je tukaj tudi, mislim, ker tako pač prek smeha morate vedeti, da je veliko lažje opustiti neke stvari kot prek joka. A ne, ja, se pojavi, tudi ljudje se jokajo, tudi telesa opuščajo stvari v smislu, da solze tečejo, zato ker končno bitje opusti nek pogled in reče telo, tako si misli, hvala Bogu, končno je to laž spustila in se tako, kar solze se vlijajo, ne, ker je taka sprostitev, taka relaksacija. A ne, ampak tako, drugače pa tukaj tudi morate vedeti, tukaj je prostor za vaša vprašanja. Tukaj, mislim, tako, ful je zanimiv, kam se grejo pol ta vprašanja, ne, recimo začne se, ne vem, pri telesu, na koncu končnamo pri familiji, neki zvezi s kontrolo v familiji in take stvari, a ne. Tako da ni, kako bi rekla, ni omejen, tako pač gremo lahko, kreira se seveda 3-dnevni body class na podlagi vaše energije, vaših vprašanj, tako vsi drugi seminarji. Tako da, ampak jaz tako, meni je ta seminar v bistvu en tak res, kako bi rekla, čarobnost in čudeži, dobesedno. Ti tam misliš, ne, da 3 dni ležiš pa delaš nič, a ne, tvoje življenje se pa potem začne spreminjati prav na tako, neke neverjetne, fantastične načine. Oziroma telo, neke stvari, ki smo mislili, pa tega se nikoli ne bom znebil, nikoli se tega ne bom znebila, odpadejo, sploh niti ne vemo, pol rečemo, ne vem, čez par mesecev, sploh tega več nimam. Ne, tako je, dejansko se gre, mislim, toliko se tudi zašiftajo energije, se pa niti ne spomnimo več tega, kar smo imeli, pa smo se lahko s tem ubadali desetletja. Tako da to res, jaz mislim, da je to ena stvar, na katero, če imate le kaj interesa, da bi imeli, kako bi rekla, lahkotnejše življenje, da vidite pravzaprav, kako darilo resnično je vaše telo, da ga začnete prepoznavati kot to, da jaz vam priporočam res, da se udeležite tega seminarja. Ja, kje se pa opravijo temelji? Torej, temelji, lahko jih pač opravite pri različnih facilitatorjih, lahko opravite tudi pri meni, imam pa temelje, imam pa začetku aprila, od 2. do 5. aprila na Lavrici, tudi v hiši neskončnih možnosti. Tako da je vse, pač jaz vse facilitiram, no, kar se tiče tega, torej, če še nimate tega opravljenega, lahko vse tudi pri meni opravite, ali pa pri tistemu, ko vas pač pritegne. Tako da, kaj naj rečem? V kolikem času je treba še drug 3-dnevni body class narediti, potem lahko imaš delavnico o telesnih procesih. Tukaj ni dobenega, kako bi rekla, da moraš na primer zdaj v enem letu še narediti, pa v 2 letih, tako se te pač zdi, a ne, kot tebi, recimo, kako bi rekla, kot tebi lahkotno. Ne, in ko imaš opravljena 2 body classa, potem pa pač pičeš na Accessu, oziroma tam na Accessovi strani se prijaviš za facilitatorja telesnih procesov, plačaš neko pristojbino, podpišeš pogodbo in lahko imaš potem svoje delavnice. Tako da tukaj ni dobene, kako bi rekla, nekega roka pol, a ne. Ja, jaz mislim tako, zanimivo je tudi to, da to, kar se je dogajalo ti 2 leti, torej to je šlo vse v nasprotju s telesi, torej to, da smo bili izolirani, to, da se nismo smeli družiti, to je kontra ekosistemu teles. Torej, naša telesa v bistvu bolj, ko smo v stiku z drugimi telesi, bolj krepijo sebe, bolj krepijo svoj imunski sistem, ne če smo odrezani, ne če smo izolirani. Pa smo še bolj podvrženi raznim stvarem. In zato so telesa začela dobesedno zahtevati drugačne stvari, zahtevati te telesne procese, zahtevati te body classe. Ja, in če se sprašujete, kako, a ne, pa tako bi, a ne, tako je energija, jaz bi šla to, jaz bi šel to. Ja, to so delali z namenom, ja, ne, ampak si damo tudi mi priznanje, da smo mi tudi brihtni, da smo mi tudi inteligentni, da se mi tudi zavedamo, ne, in se kar ne damo kar tako. Ja, in kaj sem mislila, torej vprašajte torej svoje telo, telo, a bi šlo ti na ta 3-dnevni body class? In če vam telo tako, ne, vaše telo na svojstven način komunicira. Telo, mi lahko prispevaš pri ustvarjanju,
denarja za to. Kaj bi bilo potrebno, da se tukaj znajdeva s popolno lahkoto? In vaše telo, verjeli ali ne, ima možnost, da vam prispeva pri kreiranju denarja. A vam je to kdaj kdo rekel? Nikoli nam tega noben ni povedal, a ne? Namreč vedeti morate tako, namen denarja je, prvenstveni namen denarja je, da poskrbite za svoje telo. Ker mi potrebujemo pač hrano, to pač je pogovor za drugo delavnico, drug Zoom, to je, v bistvu ne rabimo, ampak pač kupujemo hrano, pol obleke, čevlje, streho nad glavo, prevozna sredstva in pač to kupujemo z denarjem. In če našemu telesu nekaj všeč, če naše telo si nekaj želi, lahko vprašate. Oziroma ga lahko vprašamo, kaj telo si želiš to imeti? In če ja, ta jezik vašega telesa boste začeli prepoznavati, ko ga boste začeli spraševati. Vsako telo tudi komunicira na svojstven način. In če ja, potem mu rečete, pokaž mi, ali pa skreiri denar. Jaz svojemu telesu rečem, bom skreiri denar za to. In moje telo je tako fascinantno v smislu, da skreira točno tisti znesek, kolikor tista stvar stane. Tega jaz ne morem nekaj pol tam, da nekaj, kako bi rekla, ignorirati v smislu, ker pa velikokrat pač telo, če ga vprašamo, pa skreira denar in pa mi gremo, samo če ti splačati, pa še une račune, pa še to, pa to. In dejansko izključimo telo, pač dejansko mu damo tistega, za kar je denar skreiralo. In moje telo skreira točno to, da ga ne morem ignorirati. Rečem, evo telo, pa greva, pa dajma. Tako da, vaše telo vam bo pomagalo, če mu je nekaj, da mu je nekaj všeč, da bo nekaj, kako bi rekla, prispevalo vašemu življenju, bivanju, da bo zaradi tega vašemu telesu udobneje, lahkotneje, bo generiralo takšno energijo. Ampak tako sem rekla, pomembno je pa tudi to, da ko vprašate telo, naj vam prispeva, in vam telo prispeva, da pol to izberete, da telo vidi, da ga upoštevate. Ker če ga boste upoštevali, pa bo generiralo še več te energije, ker bo videlo, če prispevam, če skreiram denar za to, pa mi bo to pač kupila, oziroma bom to dobilo, če pa boste pol šli to, pa ta denar porabili za nekaj drugega, bo telo ne bo več imelo te nerativne energije, prispevajoče energije, ker bo reklo, jaz tam nekaj prispevam, ta me pa čisto izignorira, pa ne dobim tistega, kar želim. Tako da, pol telesu dajte to. Telo bi šlo, ampak mora najprej na temelje. Tako je pač vrstni red, tudi pač z namenom v smislu, da mi tam na tem 3-dnevnem body classu gremo takoj, pač začnemo, kako bi rekla, takoj začnemo teči, da ni treba pač obrevanja v smislu razlagati nekih osnovnih pojmov in tako naprej. Tako da, kar pač tako, telo, tudi temelji so zelo lahko negovalni, na temeljih se že naučite tudi 3-4 procese, ampak tako je dejansko tako bi rekla, tak postopek, oziroma taka pot je. Tako da, mogoče še kako vprašanje. Koliko časa trajajo temelji? Temelji trajajo zdaj tako, pač če so v živo, trajajo 4 dni, torej 4 polne dni, drugače pa zdaj v času pač covida so nam pa dali tudi dovoljenje, da delamo temelje preko spleta in jaz naredim, če imam prek spleta, jih naredim tako, da jih malo raztegnem v smislu, da naredim 6 dni, pa malo tako naredimo po 3 urce, ker je to pač lahkotnejše za telo, da ne sedimo cel dan za računalnikom. Tako da pač je odvisen, pač za katero varianto se tudi odločite. Ampak načeloma, če pridete v živo, je 4 dni, ko začnemo ponavadi 9:30, potem je odmor za kosilo in pol tam nekje do 4-5, odvisno pač koliko energije, včasih so ljudje že zmatrani, rečemo skurjenje, tako ne moč več nič, ne gre nikamor, nič nikamor in pač takrat prej končamo, včasih podaljšamo, različno, ampak tako nekako pač dejansko cel dan traja. Če lahko, kako bi rekla, tako nekako, če lahko naredimo nek zaključek, kaj bi bilo potrebno res, da začnete svoje telo spraševati? Glede tega, kar se ga tiče, dejansko se ga vse tiče.
Torej, telo, kaj želiš jesti, kaj želiš piti, kje želiš živeti, s kom želiš živeti, s kom želiš seksati, kaj želiš obleči, a ne to vsak dan. In bolj, ko boste to počeli, bolj boste krepili to mišico tudi dejansko, da boste prepoznavali komunikacijo svojega telesa. Ne, to, mislim, če smo živeli desetletja na določene načine, je tako, pač mogoče malo utopično pričakovati, da se bomo kar čez noč pol nekaj drugačnega naučili, ampak začnite in bodite prijazni pol do sebe, v smislu, tudi če kdaj pozabite, pa če naredite spet neko si diagnozo, ali pa greste v neko sodbo, bodite prijazni do sebe, samo če, ne, kako lahko boljše kot to, kaj lahko izberem drugačnega, tudi s telesom, pa greste nazaj, pa se spomnite, pa se napišete kak listek. Jaz sem še una staromodna, ko si listke pišem, lahko si na računalnik, lahko si na zaslon oziroma za telefon, na zaslon od računalnika, kar deluje za vas, ne za mene, pač listki ful dobro delujejo, zato ker jih tako imam pol pred sabo, jih vidim. Tako, da se spomnite. Da si na budilko nalepite listek, komu to pripada, in se zjutraj, ko se zbudite, celi se lahko prva stvar, ki se jo vprašate, komu to pripada? In boste videli, da sploh nič ni vaše. Ne, tako da, drugače je pa pač to področje, pač teles je široko, torej stvari niso tako enoznačne, kot bi rekla, da bi lahko recimo, na primer, ko ena gospa prej govorila o križu, zdaj vsi, ki imajo zdaj bolečino v križu, da je to zdaj za vse enako. Vsak je svoja zgodba, vsak ima nekaj drugačnega, vsak si je skreiral to z nekim drugim razlogom. Tako da, in to pol pač na teh seminarjih, torej, ali je to lahko že na temeljih, če še pač niste bili na temeljih, se lahko izpostavijo te stvari, lahko pa potem seveda na 3-dnevnem body classu, pa še sploh, ko je skozi dejansko delamo s telesi, imamo opravka skozi telesi. Barbara, ali bo posnetek tega Zooma, sem se priključila še na polovici, ja. Kako pa naj vem, kaj je resnično moje? Torej, morate vedeti, da dejansko nič ni naše. Dejansko nič ni naše. Veliko ljudi se pa začne ukvarjati s tem, kaj je moje. Kaj pa je moje? Skoraj nič. 99,99% vsega, kar zaznavamo, misli, občutkov, čustev, nekih senzacij v telesu, bolečin ni naših. Ampak sam nam in naše telo daje informacijo. Naše telo nam daje zavedanje. Naše telo je senzorni organ, zavedajoč organ. Ja, in če boste začeli to prepoznavati, tudi mogoče, ne vem, tisti, ki še tega niste naredili, če še niste 3 dni zaporedoma za vsako svojo misel, občutek, čustvo, senzacijo, bolečino, spraševali, komu to pripada, podarite si to darilo, ker to je res darilo. Ker na koncu 3. dneva v bistvu boste videli, da vse te čivave, ki so zdaj v vašem vesolju, v svetu, ko skozi nekaj delajo, to ni vaše. Dejansko boste razbili to, ta hrup, to, kar vse zdaj, kar mislite, da je vaše, dejansko ni. Nič ni vaše. Tudi vse, torej Gary Douglas, ustanovitelj Accessa, je tako včasih reče, oziroma, reče, vse, kar sem kdaj mislil, da je res in resnično, ni res. In nič ni moje, nič ni vaše. Kaj pa zdaj? Vse, kar je zdaj to prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, guten Tag, poram pa Shorts Boys. In vse posod, ker imate moje, ne dam, to je moje. Tudi veliko ljudi ima to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Guten Tag, poram pa Shorts Boys. Vse posod, ker se, imate recimo, lahko imate neko bolezen, pač nekoč nekje ste nekoga zaznali, ste pa iz tega ven skreirali nekaj, ali pa z nekim razlogom ste si nekaj skreirali, in pa se začnejo ljudje identificirati s tem, pa se jim zdi, če bi jim to zdaj vzeli, da to pol ne bojo več oni. Tako da tudi to lahko gledate, če imate kakšne take stvari in se na ta način pol začnete izvijati iz tega, ker namreč to nihče ne more spodem pokati vas kot bitja.
To nihče ne more, kot bi rekla, uničiti vas kot bitja, razgraditi vas kot bitja. Vi ste bitje, vi kar ste neuničljivi, nesmrtni. Bitje nikoli ne umre. Sam si pa kreira zanimive stvari s svojim telesom, zato da si pol oteži življenje. Koliko imate nekih stvari, pač tudi zato, da se prilegate v to resničnost, da se prilegate v svojo družino, zato, da se z nečim ukvarjate, da nekje svojo kreativno energijo porabljate. Ja, vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti, right or wrong, with the Macaron Papale, Shorts, Boys and Beyonds. In če ste humanoidi, torej, humanoidi so zelo kreativni, če nimate dovolj projektov, s katerimi bi se hkrati ukvarjali, če nimate vse enih 10 projektov, ali pa celo več, enih morajo biti 20, potem si boste začeli kreirati probleme na različnih področjih, zato da porabite tudi kreativno energijo. Ali je to pa s telesom, na področju odnosov, ali z denarjem, pol pa tam se ukvarja s tistim, Če imate pa veliko stvari, torej, da morate na večjih stvareh hkrati delati, nimate časa pol si ustvarjati takih problemov. Kaj še lahko dodate svojemu življenju? Čikava je potem nespečnost, ki me muči. Ja, mislim, tako, jaz bi rekla, tudi vse posod, ker iščete pol odgovor na to vprašanje, komu to pripada, ne iskati odgovora, ker ni važno. Lahko zaznavate nekoga, v Ameriki, ki ga ne poznate. In ga nikoli ne boste poznali, sam se na nek način pač se ga zavedate. In mislim, nespečno, zdaj vprašajte se, resnica je to moje, resnica je tudi koga drugega. In če lahkotno, kaj lahkotne, če tiste pa je resnica, torej v tem primeru je od koga drugega. Jaz kar govorila, ampak to sami pogledajte. In pač, pošiljam zavestno, odkud je prišlo. Nespečnost ima v družini že 3 generacije, bejž, čigava je pa to. In vse urjano, vse posod, kjer ste predana, da boste prenašala to naprej z generacijo v generacijo. Bi bila pripravljena vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the Macaron Papale, Shorts, Boys and Beyonds, bi bila pripravljena biti izdajalka svoje družine. Ne, to pa ne. Vse, kar je to, right or wrong, with the Macaron Papale, Shorts, Boys and Beyonds. Koliko imate, recimo, pač, naprimer, reče mama, ja, to mi imamo že skozi to nespečnost, stara mama ni mogla spati, pa še njena, mama njena tudi ni mogla spati, jaz ne morem spati. In mi tako, v smislu, da bi se prilegalo v našo družino, ker se želimo prilegati v svojo družino, zaradi pač, da nas bi imel nekdo rad, ali pa da bi nas nekdo potrdil, ali pa kaj takega, si tudi mi to skreiramo. Tako da, zato rečem, ste voljni biti drugačni od vaše družine. In pač te stvari pol poglejte in če je pol, konc s tem. Right or wrong, with the Macaron Papale, Shorts, Boys, si zavestno pošiljam, odkud je prišlo, potem takem nadaljujem tradicijo. Ja, in tukaj je veliko stvari, pač, v katere se zdaj ne bomo pač spuščali, zato ker je lahko posnemanje, biomimetično posnemanje, to je recimo na temeljih, govorimo o tem, torej naše telo se usklajuje s telesi okrog nas, s telesi naših družinskih članov. To je ena stvar. Pol je pač, lahko noč delamo kakšne stvari, pač gremo v kakšna druga vesolja ali pa karkoli. Ampak tukaj jaz bi rekla, glede na to, da imate že 3 generacije, da gre bolj za to pač biomimetično posnemanje oziroma posnemanje. Ja, kako bi rekla, prileganje v družino, da se prilegaš v družino. Imela sem tudi tako čisto na začetku, ko sem začela s tem poslom, je prišla mene ena mlada punca in mi je tako pač na barse in pa mi je razlagala, da ima probleme s hrbtenico. Ne, ni mi razlagala, v bistvu mi smo se pogovarjali o tem, komu to pripada in tako naprej. In nič ni povedala, takrat med samo seanso, ampak me je potem čez nekaj časa kontaktirala in mi je rekla, pa mi je povedala, da pač imajo v njeni družini vsi težave s hrbtenico
in ona je hodila od zdravnika do zdravnika do zdravnika in pač je spraševala zaradi teh težav z hrbtenico in so vsi zdravniki so rekli, ti si premlada, da bi imela težave z hrbtenico, ker je bila nekaj čez 20 let stara in pol je rekla, in to vprašanje, komu to pripada. Jaz sem se to začela spraševati in se je vse zginilo. Ne, pa mi je zastavila vprašanje, rekla, a zdaj ne grem na ono fizioterapijo, ko sem naročena. In si, halo, če nimaš še več koč hodila, ne? Če si ugotovila, da ni tvoje. A to je to, ne? Ja. Imam pa tudi tako službo, ki mi moti bioritem. Mislim, tukaj pač Orjana lahko tudi vprašate pač telo, a ne, v smislu, ok, telo mi lahko pomagaš, da vse to lahkotneče. A ne, tudi ta bioritem, to je pač tudi, ko bi rekla, je pač tudi laž, ne. Mislim, bi mogli pogledati, kaj deluje za vaše telo, a ne, ker mi imamo tudi ful imamo teh pogledov, da mora naše telo spati 8 ur, da moramo spati ob določenih urah, oziroma, da če ne spimo, pol smo celi zmatrani. Ampak jaz sem zdajle pred kratkim srečala enega fanta, ki besedno nič ne spi. Ali rekel, jaz nikoli ne spim, razen včasih, no, tako za par ur grem spat, ampak spim pa ob nekih takih čudnih urah, da se vsi čudijo, pač zakaj takrat spim. Ne, ampak izgleda zelo živahen, svež, ne, zato, ker nima pogleda o tem. Ne, ker vidi, njegovo telo ne rabi tega, njegovo telo na drugačen način deluje. In to smo mi tudi kupili, ne, da pač moraš, ne vem, po noč spati, da čez dan pač moraš bedeti in bla, 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 ne, koliko moramo se zjutraj moraš zajtrk, pol kosilo, pol večerjo. Tako da tukaj imamo ogromno nekih stvari, ki niso nujno res za naše telo in ne deluje za naše telo. Tako da to, kar smo danes govorili, če boste začeli s tem in pol pač šli mogoče na kakšne seminarje, ki bo to, kot bi rekla, še poglobila, ne, vam bodo začeli dajati zavedanje, da imajo vaše telo drugačno, ker spet, ne, vse te stvari, ki smo jih prebrali kdaj ali pa so nam jih povedali, to je tako, kot da za vsa telesa enako velja, ampak to ni res. Naše telesa, vsako naše telo, vsako vaše telo, od vseh vas, ki ste tukaj, so različna. Imajo različne neke, kako bi rekla, potrebe, če lahko temu odrečemo. Ne moramo za vse narediti istega recepta, ne moramo za vse reči, ja, zdaj to pa to morate jesti. Ali pa takrat morate vsi spati, toliko morate spati. Ali pa karkoli drugega. Ne, na ta način začnete prepoznavati, da začnete svoje telo spraševati. In bolj, ko boste imeli res to skupnost s svojim telesom, torej, ko boste šli ven iz teh sodb, iz teh nekih zaključkov, lažje boste dobili to zavedanje svojega telesa. In morate vedeti, da vaše zavedanje vašega telesa je lahko veliko, veliko večje kot zavedanje vas bitja. Ker mi se naredimo neumne, ne, mi se tako pač delujemo iz nekega nezavedanja, proti zavedanja, se zavedamo nečesa, pa izbiramo proti sebi, medtem ko telo nikoli ne laže. Ne, če bi ga vprašali, bi vam pač dalo zavedanje. Telo pač velikokrat povozimo pol telo s svojimi pogledi oziroma izberemo proti telesu in pol pač proti zavedanju telesa in pol se kreira neke čudne stvari, težke stvari. Ja, naj bo to recimo tale Zoom, pač za tiste, ki mogoče prvič to slišite, ali pa tudi tiste, ki ste že večkrat to slišali, naj bo to začetek nečesa drugačnega z vašim telesom in potem, kje lahko to poglobite, kje lahko to nadaljujete, da potem imeli še več tega. Ja, tudi ta energija, ki se je tukaj skreirala, ne, poglejte, mogoče to energijo, ali je to energija obsojanja, ali je to energija dopuščanja. Kaj je lahkotnejše? Naj tukaj, v tem prostoru dopuščanja, so sploh možne pač spremembe, čarobnost, čudeži, a ne, tako pač navidezni, mislim, spremembe, ki lahko niso bile leta in leta možne. Tako da to pač ti seminarji ustvarjajo, 3-dnevni body class ustvarja. Ja, vabljeni vsi, zdaj ali pa kdaj v prihodnosti in hvala vam tudi za vašo prisotnost, da ste tukaj, da dejansko raziskujete, da sledite svojemu zavedanju, zato ker vi ste se skozi zavedali, da je možno nekaj drugačnega, zato ste tudi našli access, zato ste našli stvari, ki ste jih našli
zato ker nekje v sebi veste, da je nekaj drugačnega mogoče. Tako da še naprej to sledite sebi in na ta način boste skreirali življenje, ki si ga resnično želite. Ja, drugič pa posnetek pa dobite, seveda vsi, tako da brez skrbi. Ja. Hvala vam in lepo se imejte. Čau, čau.